Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci ob izteku avgusta ali velikega srpana, ki mu sledi september ali kimavec. Avgust ni bil samo mesec ekstremno visokih temperatur, ampak tudi mesec, ko se spopadamo z begunsko krizo, ki ni videti konca. Je pa bil tudi mesec dopustov in počitnic, pa tudi nešteto lepih dogodkov, ki nam bodo ostali v spominu. 1. septembra se odprejo šolska vrata, tako za osnovnošolce kot dijake. Mnogi malčki pa bodo tudi prvič prestopili vrtčeva vrata. Žal pa je veliko staršev, ki še ne vedo, kako bodo pospremili svojega otroka ali otroke v šolo, saj se socialna kriza vedno bolj poglablja. Morda pa lahko tudi mi pomagamo, čeprav z drobnimi stvarmi, tudi z roko v roki s humanitarnimi organizacijami. Tako kot to počnejo prostovoljni gasilci, ki so, ne glede na letni čas, vreme in uro, pripravljeni pomagati ljudem v stiski. O tem bo tekla beseda tudi v informativni oddaji tega tedna, pa tudi o tem, kakšni so vtisi ministra za gospodarstvo ob obisku v Slovenski Bistrici. Zato vabljeni k ogledu. V rubriki Aktualno o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Slovenski Bistrici. Gasilci prikazali celovito reševalno akcijo, nato nadaljevali z veselico, oboje pa je bilo odlično obiskano. V policijskem poročilu o vlomih, namernih poškodbah, obstrelitvi psa, prometnih prekrških in drugih dogodkih. V športu o 6. turnirju nogometnega kluba Zgornja Polskava v spomin na pokojne člane. V rubriki Aktualno teče beseda o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj Zdravka Počivalška v Slovenski Bistrici. Občina in družba Impol sta mu predstavili projekt Nacionalna platforma za razvoj naprednih aluminijevih zlitin in tehnologij. Več o tem pa v nadaljevanju. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je na obisku v Slovenski Bistrici mudil na povabilo župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Minister je po obisku Impola poudaril, da mu je vodstvo podjetja predstavilo svoje uspešno poslovanje in smele načrte za prihodnost. Predstavili so mi platformo za razvoj naprednih aluminijevih zlitin. Verjamem, da bomo v okviru nove ekonomske finančne perspektive z Evropske unije našli način, da sfinanciramo raziskave in pa razvoj na tem področju, ker je to pač potrebno za to, da se to podjetje in pa okolica ohranja v kondiciji, ki bo omogočilo vzdrževanje obstoječih delovnih mest in pa rast in razvoj v Sloveniji in po tujini. Župan dr. Ivan Žagar je povedal, da je projekt Nacionalna platforma za razvoj naprednih aluminijevih zlitin in tehnologij sestavljen iz 5 sklopov. 3 so vezani direktno seveda na razvoj raziskave in pa proizvodnjo tukaj v Impolu. 4. je vezan na razvoj srednješolskih programov v smeri metalurgije, tehnike, računalništva. In 5. je seveda to našo cestno infrastrukturno podporno okolje, ki je tudi nujno za razvoj tega projekta. Jaz osebno menim to, kar sem že večkrat poudaril, da je to projekt, ki celoti sledi ne samo usmeritvam Slovenije, ampak tudi Evropske unije, v smislu raziskav, razvoja novih delovnih mest, visoko dodano vrednostjo, ki pa mora sve biti ustrezno podprt tudi z infrastrukturo in verjamem, da bomo sve tudi znotraj finančne perspektive torej našli za celovitost tega projekta ustrezna sredstva in pa da seveda bo projekt, ki je pripravljen do te mere, da lahko stopi že praktično realizacijo, prišel tudi v realizacijo v naslednjih letih, torej da se bo čim prej končal in da bo seveda s tem omogočil tako razvoj Impola kot tudi širšega okolja pri nas. Direktor družbe Quadrofoil je zelo zadovoljen z dosedanjim razvojem njihovega ekološkega plovila. V zadnjih dneh zelo popularni zaradi tudi ne nazadnjega dejstva, da smo razprodani že za naslednje leto za našo proizvodnjo. Smo zelo veseli, da smo lahko vključeni v ta projekt, ker nam s tem na nek način omogoča razvoj tehnologije in pa procesov, ki jih potrebujemo za to, da bomo lahko to proizvodnjo povečali do količin, katero pričakujejo od nas kupci v
predvsem v tujini. In na nek način smo tudi veseli, da je ta projekt prepoznan tudi strani ministrstva, da je to nekaj, kar temu okolju prinaša dodatno in novo vrednost. Mi smo dejansko nismo prodali samo 100 plovil, prodali smo 200 plovil. Do meseca aprila, glede na obstoječo tehnologijo, ki jo imamo, nismo sposobni več proizvesti in bomo ostale stvari seveda še lahko pol meseca v maju. Vekolikor bomo uspeli izvesti še eno delno investicijo, ki jo predvidevamo v začetku decembra, potem bo morda naslednje leto malo lažje, potem računamo okrog 600 do 1000 plovil naslednje leto lahko naredili. In koliko ljudi predvidoma boste zaposlili? Vse skupaj je predvideno za tretjo fazo, je okrog 170 do 200 ljudi, to smo že večkrat objavili, je pa seveda to povezano z zaključitvijo investicije, ki bo startala v naslednjem letu, okrog 30 milijonov, ki pa bo dejansko znotraj lokacije Slovenske Bistrice locirana zelo blizu. Več o pomenu projekta nacionalne platforme za razvoj naprednih aluminijevih zlitin in tehnologij za Impol pa je povedal prvi mož podjetja Jernej Čokl. Projekt Nacionalna platforma za razvoj aluminijevih zlitin omogoča Impolu velik proboj, posebno na področje avtomobilske industrije, saj bi s pomočjo tega projekta razvili nova znanja na tem področju, ki jih od nas zahteva avtomobilska industrija in seveda posledično bi potem lahko Impol tudi dodatno zaposloval. Istočasno nam omogoča ta projekt reševanje nekaterih infrastrukturnih problemov, ki jih imamo znotraj Impola in na ta način lahko Impol svoja razvojna prizadevanja zelo pospeši. V lokalnih novicah si boste lahko ogledali prikaz reševanja ponesrečenca prek različnih ovir, ki so ga izvedle ekipe iz prostovoljnih gasilskih društev. Ko zaslišimo sirene gasilskih in reševalnih vozil, vemo, da se je zgodilo nekaj hudega. Morda požar, prometna nesreča, naravna ujma ali pa kaj drugega. Gasilci in reševalci nikoli ne počivajo. Ob vsakem trenutku morajo biti pripravljeni na posredovanje, se srečevati z novimi situacijami, ki morajo biti tudi kos. Da pa bi reševanje potekalo kar se da hitro in uspešno, so potrebna izobraževanja in urjenja, tako gasilcev kot reševalcev. Eno takih reševalnih akcij smo si lahko ogledali v soboto 22. avgusta na poligonu pred telovadnico v Slovenski Bistrici. Za kaj takega je potrebna fizična in psihična pripravljenost, znanje, pogum in še kaj. Potnik je bil ukleščen v vozilu, toda preden so se lahko gasilci prebili do njega, so morali premagati nekaj ovir. Preskakovati avtomobile, se povzpeti na stolp, se s pomočjo vrvne tehnike ponovno spustiti, da bi lahko prišli do ponesrečenca. Treba ga je bilo rešiti iz ukleščene pločevine in za konec odstraniti tudi avtomobil. V vaji je sodelovalo 9 ekip oziroma dvojic iz prostovoljnih gasilskih društev Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica, Spodnja Polskava, Videž in Zreče. Ekipe so tekmovale v različnih starostnih skupinah. Prvo mesto do 35 let je osvojila dvojica iz Zreč, nad 35 let pa par z Videža. Na tekmovanju so sodelovale tudi ženske, ki so se tudi dobro odrezale. Nekaj več o sami organizaciji pa predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica David Prelog. S tem tekmovanjem smo hoteli nekako popestriti to dogajanje ob veselici, da se že malo prej nekaj dogaja. Ideja je bila pa po tem Fire Combat tekmovanju, ki ga je že izvajal en čas v Sloveniji. Lani so ga naredili v Mozirju, ta tehnični del, in smo ga mi zdaj prenesli, priredili in pač drugič v Sloveniji izvedli. In mislim, da je bilo kar dobro. Gasilci so pokazali znanje, spretnost, je bilo kar zanimivo. No? Verjetno pa tisti zabavni del, ki bo trajal dolgo do jutranjih ur, bo verjetno še bolj zanimiv. Seveda, zdaj se bo začelo prvo podelitev po tem tekmovanju, potem pa veselica v jutro. Imamo bogat sreče lov, šanki, kelnari čakajo in pa seveda spev z njihovimi vižami bo popestril noč in večer do jutra. Si torej predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica in verjetno si kar pravšna oseba, da boš ocenil, koliko pravzaprav ljudi je bdelo na tem projektu, torej organizira te veselice in tega tekmovanja in koliko to je prostovoljni ur dela. Zelo veliko, to moramo zdaj skupaj potegniti.
Je pa to zelo veliko. Samo za tekmovanje, recimo za pripravo je bilo skozi na terenu 20 ljudi, za veselico samo še več. Tako da jaz se moram vsem fantom in dekletom zahvaliti in pa tudi vsem zunanjim sponzorjem in donatorjem, ki so nam sploh omogočili ta dva dogodka, da smo združili in sedaj jih poskušamo speljati do konca. Pa še to. Na nedavnem mednarodnem tekmovanju v Lescah pri Bledu so se slovenski gasilci uvrstili med 3 najboljše. Zelo spodbudno je tudi to, da je gasilsko-reševalno vajo spremljalo veliko gledalcev, prav tako veliko pa jih je bilo na gasilski veselici, kjer sta obiskovalce pozno v noč razveseljevala ansambla Spev in Gas. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Policisti so obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 3 tatvine, poškodovanje tuje stvari, lahke telesne poškodbe, mučenja živali, povzročitev splošne nevarnosti, zatajitev, nasilje v družini in vlom. Kebelj. Neznani storilec je ustrelil psa, vendar so ga s pomočjo operacije rešili in mu odstranili naboj iz zračne puške. Sledi zbiranje obvestil in ovadba na tožilstvu. Slovenska Bistrica. Nekdo je prestavil dvoosni priklopnik z enega na drugi parkirni prostor. Sele pri Polskavi. Neznani storilec je podjetniku poškodoval šotor, ki služi za skladišče. Škode je za približno 2000 evrov. Poljčane. Nekdo je vlomil v garažo, od koder je ukradel cepilec za drva, rušilno kladivo, agregat, 100-litrski kompresor, 2 brusilki, kosilnico, 2 električna hiltija, elektromotor in žago. Občan je oškodovan za 2200 evrov. Prav tako neznani storilec je namerno z ostrim predmetom poškodoval avtomobil, škode je nekaj 100 evrov. Podjetje je nekdo oškodoval za 400 evrov, saj je poškodoval parkirano vozilo. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 17 prometnih nesreč, odvzeli 2 vozniški dovoljenji, zasegli 1 vozilo, podali 3 obdolžilne predloge in izdali 22 plačilnih nalogov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 9-krat, obravnavali pa še prekršek o prepovedanih drogah. Veterani nogometnega kluba Zgornja Polskava so v soboto 22. avgusta v športnem parku na Zgornji Polskavi izvedli 6. turnir v spomin na svoje pokojne člane. Nastopile so veteranske ekipe Oplotnice, Bistrice, Zgornje Polskave in Mladosti iz Obrezine pri Veliki Gorici. Po zanimivih obračunih so slavili gostje iz Hrvaške, ki so v finalu s 3-0 premagali domače moštvo. V tekmi za 3. mesto so Bistričani z 1-0 ugnali Oplotnico. Predtem je bila v polfinalu Zgornja Polskava po streljanju 11 metrovk 7-6 boljša od Bistrice. Redni del tekme se je končal z izidom 2-2. Mladost pa je z 2-0 premagala Oplotničane. Organizatorji so poskrbeli tudi za prijetno druženje. Spoštovani, oddaja se je iztekla, prihodnji teden pa se za marsikoga pričenja res nov začetek, sploh za prvošolčke in njihove starše. Nič manj pomembno pa ne bo novo šolsko leto za stare šolske mačke, saj je učenje izziv nikoli dokončan. Posebna pozornost pa velja vključevanju otrok v promet, odgovornost za njihovo varnost prevzemajo v prvi vrsti odrasli. Pa srečno pot v šolo in vrtec.